Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočaka dan. Da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prosbo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Da rojak prosbo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Spoštovani zbrani, slovensko himno sta nam zapela člana kulturno-umetniškega društva Budinci. In čeprav himna opeva zdravico z vinom, bomo danes v počastitev mednarodnega leta sodelovanja na področju voda nazdravili novemu, uspešnemu srečanju predvsem z vodo. In z vodo nam nazdravlja tudi današnji dan. Nič ni naključje, kot vidimo in tudi na lastnih dežnikih ali na koži občutimo. Še enkrat pa med nami prisrčno pozdravljamo našo slavnostno gostjo in otvoriteljico sejma, predsednico Vlade Republike Slovenije, magistrico Alenko Bratušek. Veseli smo, da so z nami tudi številni drugi ugledni gostje. Dovolite, da vsaj nekatere izmed njih pozdravimo po imenu, medtem ko jih bomo z aplavzom pozdravili ob koncu, lahko rečem, kar razveseljivo dolgega seznama. Pozdravljamo torej ministra za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, magistra Dejana Židana, ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda Romana Jakiča, predsednika odbora za kmetijstvo in okolje, gospoda Jakoba Presečnika, župana občine Gornja Radgona, gospoda Antona Kampuša, namestnika ministra za kmetijstvo Litve in podpredsednika sveta za kmetijstvo in ribištvo, gospoda Mindaugasa Kukljerusa, ministra Bosne in Hercegovine, gospoda Mirka Šarovića in federacije, gospoda Jerka Ivankovića Lijanovića, ministra iz Bolgarije, gospoda Dimilar Grekova, ministra iz Hrvaške, gospoda Tihomirja Jakovino, ministra iz Makedonije, gospoda Ljubča Dimovskega, delegacije iz Avstrije, Češke, Madžarske, Italije, Moldavije, Srbije, Bavarske in Evropske komisije, vse veleposlanike, poslance in poslanke Državnega zbora, svetnice in svetnike Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Cveta Zupančiča, predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Petra Vriska, ter vinsko in mlečno kraljico Slovenije. Sedaj pa aplavz za res. Seveda pa najtopleje pozdravljamo tudi dame in gospode iz vrst razstavljavcev, zborničnih, panožnih, strokovnih in gospodarskih organizacij ter predstavnike in predstavnice medijev, vse druge obiskovalke in obiskovalce letošnjega 51. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Spoštovani, da se je na letošnjem sejmu Agra predstavlja kar 1730 razstavljavcev iz 29 držav na več kot 68.000 kvadratnih metrih razstavnih površin, je moralo kljub trpki suši preteči veliko vode. Treba pa se je bilo tudi pogajati skozi mline mnogih gospodarskih družb, institucij in posameznikov, da se je vse srečno izteklo ocean mednarodnega sodelovanja,
se je skozi vso leto trudila ekipa družbe Pomurski sejem, ki jo vodi predsednik uprave Janez Erjavec. Vabimo ga, da nas pozdravi in nagovori. Spoštovana predsednica Vlade Republike Slovenije, gospa magistra Alenka Bratušek, spoštovani minister za kmetijstvo in okolje in tudi predsednik programskega sveta sejma Agra, gospod magister Dejan Židan, spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Roman Jakič, spoštovani predsednik odbora za kmetijstvo in okolje Državnega zbora, gospod Jakob Presečnik, spoštovani namestnik ministra za kmetijstvo Litve in podpredsednik Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, gospod Minaugas Kukljerus, spoštovani župan občine Gornja Radgona, gospod Anton Kampuš, spoštovani ministri in veleposlaniki prijateljskih držav, poslanci Državnega zbora in svetniki Državnega sveta, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predsednik Zadružne zveze Slovenije, spoštovane razstavljavke, razstavljavci, spoštovana vinska kraljica Slovenije, dame in gospodje. V veliko zadovoljstvo in čast mi je, da vas lahko v imenu organizatorja in svoje imenu prisrčno pozdravim na otvoritvi 51. sejma Agra 2013, ki ga bo prvič v zgodovini sejma odprla dama. In že takoj imamo dežja v izobilju. Z letošnjim mednarodnim kmetijsko-živilskim sejmom začenjamo novo polstoletje kmetijskih sejmov v Gornji Radgoni. Na polstoletni tradiciji in izkušnjah nadaljujemo poslanstvo, ki je povezano s promocijo slovenskega kmetijstva, živilstva in podeželja. S sejmi smo doživljali razvoj, uspehe in neuspehe kmetijstva, živilske industrije, pa tudi gospodarstva in politike. Sejmi so bili vedno in so še danes odraz stanja v gospodarstvu in uspešnosti blagovnih znamk v tem gospodarskem prostoru. Na kmetijsko-živilskem sejmu smo se vedno hoteli približati problemom kmetijstva, živilstva in naravnega okolja in to je tudi razlog za polstoletno tradicijo. Tako kot se kmet, ki ima rad svojo kmetijo in zemljo, zaveda odgovornosti in poslanstva, ki ga upravlja z pridelavo hrane, zase, za svojo družino in za vse nas, in obenem skrbi za naravo in kultivirano krajino, tako se tudi na Pomurskem sejmu zavedamo svojega poslanstva, da enkrat na leto omogočimo predstavitev dosežkov kmetijstva, kmetijske stroke, znanja in tudi kmetijske politike. V mednarodnem letu sodelovanja na področju voda želimo na letošnjem sejmu opozoriti na pomen vode kot največjega bogastva na planetu. Leto 2013 so Združeni narodi razglasili tudi za mednarodno leto kvinoje, starodavnega žita, ki so ga Inki gojili že pred več kot 3000 leti. Poleg kvinoje, ki so jo Inki imenovali kar mati vseh žit, moramo iz njihove kulture povzeti, kako se neguje zemlja, varuje in spoštuje človekovo okolje in kako se v vse te dejavnike vključuje človekova osebnost. Globalizacija, ki je bila usodna že za inkovsko kulturo, je bila usodna tudi za velik del slovenskega gospodarstva in še posebej agroživilstva.
Mnoge blagovne znamke, na katere smo nekoč bili ponosni, izginjajo tako iz sejma kot iz prodajnih polic. Od modrosti vseh nas in kmetijske politike bo odvisno, ali bomo v prihodnje še imeli kaj za pokazati na kmetijskem sejmu, ali pa bomo lahko namesto na sejem odšli v velike trgovske centre, kjer bo vse v ličnih embalažah brez oznak pridelovalcev in porekla. Letošnji sejem kaže vsekakor optimistično podobo. Predstavlja se 1730 razstavljavcev iz 29 držav. Predstavljenih je 51 slovenskih živilskih blagovnih znamk. Na razstavi so vse pomembnejše blagovne znamke strojev za kmetijstvo in gozdarstvo. Vzorčni nasadi ponujajo preko 300 različnih rastlin, poljščin. Veliko novosti ponuja gozdna učna pot. V hlevih so vse pasme govedi, konjev, drobnice, prašičev in malih živali s poudarkom na avtohtonih pasmah. Predstavljajo se vse pomembne slovenske inštitucije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z interaktivno razstavo Vode povezujejo, prevzema pomembno vlogo v skrbi in zaščiti naravnega okolja in vode kot osnovne dobrine. Med državami in pokrajinami pa posebej izstopajo Brazilija, Poljska in Vojvodina. Agra je prvovrsten strokovni in družabni dogodek, na katerem se bo zvrstilo 150 strokovnih in družabnih dogodkov. Njihovo glavno sporočilo pa je, kako zaščititi kmetijske površine, povečati samooskrbo in ekološko pridelavo hrane. Spoštovane razstavljavke, razstavljavci, hvala vam, da ste v teh težkih časih našli pogum in da imate vizijo ter strategijo nadaljnjega razvoja in želim vam, da vam uspe. Hvala vsem inštitucijam, še posebej Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Zadružni zvezi Slovenije, kmetijskim šolam, Zavodu za gozdove, Živilski zbornici in inštitutom, ki sodelujete na razstavi in v strokovnih posvetih in predavanjih, ter posredujete najboljše informacije in znanja. Hvala vsem, ki ste sodelovali na različnih ocenjevanjih kakovosti in s tem dokazali svojo skrb za kakovost in konkurenčnost. In seveda, hvala vsem obiskovalcem in še posebej kmetovalcem, ki verjamete, da vam lahko kmetijsko-živilski sejem Agra ponudi najboljše informacije, najboljši nakup in srečanje stanovskih kolegov in prijateljev. Vsem želim uspešen sejem Agra 2013. Hvala. Hvala gospodu Janezu Erjavcu, ki seveda ni pozabil omeniti tudi pozitivnih klimatskih učinkov sejma in če se bo to potrdilo kot znanstveno dognano dejstvo, da sejem učinkuje na padavine, potem ga je pač treba časovno prestaviti v kakšno okolje, da bo suša manj zaznavna, morda tam junija, julija, takrat, ko dež resnično najbolj potrebujemo. Preden pa povabimo k nagovoru druge pomembne govornike, pa vabimo k nastopu člane folklorne skupine Kulturno-umetniškega društva Budinci ter Kulturno-turističnega društva Moščanci. Prihajajo iz krajinskega parka Goričko, ki letos praznuje 10-letnico. In če nekateri pravijo, da je zemljevid Slovenije podoben kokoši, potem predstavlja Goričko, krajinski park Goričko, nič drugega kot majhne sive celice te slovenske kokoši. Da na sejmu Agra ne bomo mlatili prazne slame, temveč bomo iz žita izluščili najplemenitejša semena, bodo predstavili spletom 4 goričkih plesov pod skupnim naslovom Kak so mlatile.
močni pes, paj pojo jeli močni pes, paj pojo jeli močni pes, ti draj la li la la lo. Je baba zgrabila trnjevko, jo psovi včesnola v prdevko, jo psovi včesnola v prdevko, ti draj la li la la lo. Čakaj ti prekleti pes, ne boš mi pojo močni pes, ne boš mi pojo močni pes, ti draj la li la la lo. Tako je bilo to nekoč na nam bližnjem in nam tako ljubem Goričkem.
Pa se od dela ozrimo nazaj k sodelovanju in to še posebej k sodelovanju ob vodi. Ob sejmu Agra teče zelo pomembna reka sodelovanja, reka Mura. Več o mostovih, ki povezujejo Gornjo Radgono s sejmom in svetom, nam bo povedal gospod Anton Kampuš, župan občine Gornja Radgona. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, cenjeni gostje, spoštovani sosedi, spoštovani kolegi župani, gospodi poslanci, spoštovani ministri, spoštovana gospa premijerka Alenka Bratušek, torej lepo pozdravljeni in dobrodošli v Gornji Radgoni. Agra, to je praznik Gornje Radgone. Agra, to je praznik za Štajersko. Reči moram, da skupaj za sosedje Avstrijci, Hrvati, Mađari in Italijani ter širše v Evropi gradimo in prirejamo ta sejem in tudi druge, ki jih prirejamo na tem prostoru. Iz leta v leto gradimo na tradiciji. V Gornji Radgoni sejmarimo že tisočletje. To dokazujejo pisni viri. Seveda, takrat smo imeli še samo živilski sejem, danes pa smo dodali v modernem času kmetijsko-živilski sejem. V začetkih je bilo to nekoliko drugače. Takrat sta bile še skupaj obe Radgoni. Nadalje gradimo na dobri infrastrukturi. Sejem je povezan z lokalno skupnostjo, iz leta v leto smo skupaj boljši in sposobnejši. Gradimo na odlični ekipi. Timu, ki je požrtvovalen, strokoven in zagnan. Vse opraviti in ve opraviti svoje delo. Tako kot tudi letos. Vsi presežki, ki jih je povedal direktor, v strokovnem smislu so pozitivni in nakazujejo pozitiven trend. Direktor, zaradi tega ti seveda tudi čestitam. Agra postaja vzor. Vzor sermarjanja daleč naokrog, tudi čez meja. Dokazujemo, da gradimo na mednarodnem povezovanju, da se sosedi skupaj načrtujemo in smo usmerjeni v moderne prijeme, v prihodnost. Direktor je naštel dogodke, ki so obsejemske dejavnosti in krasijo ta sejem. Na koncu lahko rečem, da vemo in zmoremo, da držimo skupaj. Zato ni bojazni za pomurski sejem in prireditve na njem. Vabim vas, da doživite tudi Pomurje in srečno. Eno temeljnih spoznanj človeštva je, da brez vode ni življenja. In prav kmetijstvo in z njim kmetje najbolj trpko občutijo to spoznanje. Vsi smo odvisni od te vode. Ko se oziramo v nebo s hvaležnostjo, z željo po dežju, ali pa takrat, ko v strahu pred točo spet gledamo, kaj se bo pokazalo izza hribov. Tudi o tem bo spregovoril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cveto Zupančič. Spoštovane kmetice, kmetje, spoštovani obiskovalci in spoštovani razstavljavci. Še posebej želim prav toplo pozdraviti predsednico vlade, gospa Bratušek, seveda tudi oba ministra kmetijskega in pa seveda za okolje, predsednika odbora za kmetijstvo državnega zbora in pa seveda vse poslance, svetnike, tuje in domače goste in pa seveda vse ostale. Kmetijski sejem Agra je vsako leto neka prelomnica, ko se za nekatere končuje čas dopustov, za nekatere se začne novo šolsko leto. V letošnjem letu se končuje suša, ki je bila izjemna, nepredvidljiva in nikoli ne veš, koliko časa bo še trajala, posledice pa bomo prav gotovo morali skupaj reševati v tej jeseni. Tudi vsi ostali problemi, ki so na področju kmetijstva, seveda ostajajo in jih bomo mogli v tej tako imenovani vroči jeseni nadaljevati, reševati in pa seveda živeti z rešitvami naprej.
Ko govorimo o kmetijstvu, seveda moramo tudi to reči, da smo v novem obdobju 14-20 tudi na področju kmetijstva kar nekaj dosegli. Seveda moramo v prvi vrsti tudi videti in gledati, da bodo ta pridobljena sredstva, ti pridobljeni uspehi, če jim tako rečem, pravično in pravilno in smotrno razdeljeni in umeščeni v ta naš kmetijski prostor, da bo od tega tudi pravi učinek. Seveda, ko govorimo o dobrinah, v zadnjih 20 letih dobrine v tej državi prav gotovo niso bile pravilno ali pravično razdeljene. Zato želim kot predsednik zbornice, da se tudi bremena, ki iz tega izhajajo v tem času, pravično razdelijo na vse sloje, na vse v tej državi, kajti v zadnjem času smo predvsem kmetje tisti, ki občutimo v tem delu velike pritiske in verjamem, da jih bomo skupaj uspeli tudi spraviti v take okvire, da bodo znosni in da bodo kmetijstvu pomenili preživetje, kaj seveda brez kmetijstva in pa seveda proizvodne hrane in pa ohranjene krajine prav gotovo Slovenije ne bo. Gospodu direktorju sejma, predsedniku uprave sejma, se zahvalim, da zna zbrati, združiti vse, ki kakorkoli pomenimo, predstavljamo in pomenimo nekaj v kmetijstvu, da se zberemo vsak na sejmu tukaj, da vidimo dosežke, ki so kljub vsemu v kmetijstvu na področju pridelave, proizvodne, trgovine prisotni v Sloveniji. Tega se ne smemo sramovati, to moramo pokazati, nič nismo slabši od drugih in verjamem, da bodo tudi vsi, ki se bodo to ogledali, tudi se z mano strinjali. Želim lep teden na sejmu Agra in srečno. Med nepogrešljive in izjemno pomembne kmetijske ustanove pri nas sodi tudi Zadružna zveza Slovenije. Na oder vabim gospoda Petra Vriska, predsednika Zadružne zveze Slovenije. Spoštovana predsednica Vlade Republike Slovenije, magistra Alenka Bratušek, spoštovani gospodje ministri, ostali visoki gostje, predvsem pa seveda spoštovani kmetje, zadružniki, razstavljavci, vsem skupaj in lep pozdrav tudi v imenu slovenskih zadružnikov. Kot že mnogokrat v 140-letni zgodovini slovenskega zadružništva, tudi v tej krizi kmetijstvo in zadružništvo ostaja en trden temelj slovenskega kmetijstva in pa gospodarstva. To pa zato, ker delamo na dolgi rok, ker vemo, da ne moremo zapraviti tisto, kar še nismo zaslužili, ker nismo gledali na interese posameznikov v preteklosti, ampak predvsem na skupne interese. Preprost slovenski kmet ve, kaj pomeni biti gospodar na svoji zemlji. Vsa visoka znanost vrhunskih strokovnjakov ni prinesla v preteklih letih želenih rezultatov v družbi, ne v Sloveniji, ne v Evropi in tudi ne po svetu. In na koncu ostane preprosta kmečka pamet in pa logika, ki je zdržala že stoletja in stoletja. Seveda pa moramo vedeti, da ne moramo kmetje danes pristajati na kakršnekoli dodatne obremenitve oziroma obdavčitve. Ne moramo pristajati na obdavčenje kmetijskih nepremičnin. Vedeti moramo, da je delovno mesto na kmetiji delovno mesto, ki je daleč najdražje, kar se tiče vlaganja v osnovna sredstva, od zemlje do ostalih nepremičnin in pa tudi premičnega premoženja. To še posebej velja za Slovenijo, ker imamo zelo majhne kmetije in je to breme na enoto še toliko večje. Tudi menimo, da ni pametno spreminjati davka od katastrskega dohodka, saj vsaka sprememba potegne za sabo mnogo nepredvidenih, negotovih posledic za kmete. Država pa razen administrativnega dela ne bo od tega imela nobenih koristi. Seveda se kmetje zavedamo težav v naši družbi, ki so takšne, kot jih samostojna Slovenija še ni imela. Kljub temu, da kmetje za to nismo odgovorni, želimo biti konstruktiven del slovenske družbe pri reševanju te krize. Vendar pa želimo, da se upoštevajo naše stoletne izkušnje z naših kmetij in pa z naših zadrug. Lep dan in pa lep sejem in pa uspešen sejem želimo vsem. Hvala.
In ker je letos mednarodno leto sodelovanja na področju voda, se sedaj podajamo v mednarodne vode. K predsedujoči v svetu Evropske unije, k Litvi. Na oder vabim gospoda Mindaugasa Kuklieriusa, namestnika ministra za kmetijstvo Republike Litve in podpredsednika Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo. Dear organizers, participants and distinguished guests of this very nice event you organized. It's my pleasure, to have this opportunity to participate in this official opening ceremony of the 51st International Agricultural and Food Fair, AGRA. Myself, I would like to express my highest consideration and gratitude to Minister Dejan Židan for this kind invitation to participate, to take part in this event. As you know, Lithuania took over the helm of the European Union from this presidency of the European Union from Ireland from the 1st of July this year. And this is very great challenge for Lithuania, for my country, and historical event since it is the first time ever that we hold the presidency of the Council of the European Union. And I heard from your farmers that you complain very much and request that you lack of rain very much. And Lithuania, if to translate from our own language, it means rainy country. So now as we take care, and so we are responsible already for this first of half a year of all Europe, so immediately we took measures and sent rain from our small, beautiful country to you. And I think your farmers should be very happy for this. A few words about our program of presidency, our program which focuses on a reliable, growing and open Europe, and I could say that it is a comprehensive program that covers EU financial stability, economic growth and employment, and youth employment in particular, the EU single market as well as regional security goals. Our common vision of our presidency is directed towards a more than competitive and environmentally friendly sector of agriculture and fisheries. It is important not only for assuring economic growth, but also for developing a long-term strategy for sustainable production of high-quality food and guaranteeing global food security. As a representative of the presidency, I'm very glad to see that the International Agricultural Food Fair AGRA exhibits here, as I shortly saw, highest quality agricultural food products. And indeed, it's very important in those events that all of us, we come to see the latest technology, the latest machinery. We find the latest solutions for agriculture, for food industry, and for all our life. And I hope and sincerely wish that importance of this exhibition would increase even more over the time, not only within the EU, but also outside it. And you have to be proud that in Lithuania next year on the 3rd and the 5th of April, so we will have very similar exhibition, and I would like to take this opportunity to invite you to participate as well, since Europe is not so big, and so we have to find those ways, for cooperation, for changing experiences, for gaining knowledges by learning from each other. Once more, thank you for this invitation, and I hope everybody's expectation will exceed very much during this very nice event. Thank you very much.
Kmetijsko politiko vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Kako trde so trenutno slovenske kmetijske vode oziroma kako trdno se držijo vajeti vodenja slovenske kmetijske politike, nam bo povedal minister magister Dejan Židan. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage kmetice, drage kmetje in seveda spoštovana predsednica vlade, lep pozdrav. Za kmetijstvo je vedno veljalo. Prisotne so težave, izzivi, pa tudi uspehi. Tako je bilo v preteklosti, tako je sedaj in napačno razmišljati, da bo drugače tudi v bodoče. Letošnjo leto smo v Sloveniji doživeli tudi nekaj uspehov. Kot uspeh ocenjujemo dobro spogajano novo kmetijsko reformo. Dosegli smo več denarja, kakor nam je bilo ponujeno. Za slovensko kmetijstvo bo v naslednjih letih na razpolago samo za neposredna plačila 950 milijonov evrov. Za slovensko kmetijsko politiko bo iz programa razvoja podeželja v naslednjih 7 letih na razpolago 1,1 milijarda evrov. In za slovensko kmetijsko politiko bo dodatno na razpolago 200 do 300 milijonov evrov iz integralnega, torej domačega proračuna. Torej, tako slovenski, kakor evropski davkoplačevalec bo v slovensko kmetijsko politiko investiral mnogo denarja. To je za vse nas, ki se ukvarjamo z kmetijstvom, gozdarstvom in prehrano pomembno. Zato, ker nas bo do leta 2020 vprašali dosti enostavno, ali ste ta denar uporabili učinkovito in ali lahko pokažete, da imamo višjo proizvodnjo hrane. Vprašanje, ki smo ga dobili leta 2010, podobno od Računskega sodišča, ni dalo pravilnega odgovora in leta 2020 mora biti odgovor drugačen. Kot drugo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v veliki meri dolžno skrbeti tudi za likvidnost slovenskega kmetijskega prostora. Letos nam je 1.7. uspelo skoraj nemogoče. Od skoraj 60 tisoč subvencijskih vlog 1.7. ni bilo izplačano samo 80 vlog zaradi težav pri iskanju pravnega naslednika in podobno. To je manj kot 2%. Da boste razumeli, kaj to pomeni, evropski normativ je 5%. In tudi v bodoče bomo vsa plačila, ki so del evropske kmetijske politike, ki jo Slovenija tudi sofinancira, na ta način izplačevali tekoče. V tem trenutku definiramo obdobje življenja do leta 2020. Program razvoja podeželja, ki višek javne razprave doživlja tukaj na sejmu, še ni povsem dorečen. Mnogo usmeritev je jasnih, nekatere dileme se bodo razrešile tukaj na sejmu. Tiste, ki se ne bodo, o njih bo odločal Svet za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije konec tega meseca in to je osnutek programa razvoja podeželja, ki ga bo Slovenija oktobra poslala v Bruselj in ga pričela izvajati leta 2014. Pred nami je več izzivov. Na enega od večjih izzivov smo želeli včeraj odgovarjati. Zahvaljujem se vsem delegacijam, vam spoštovani ministri in ostali predstojniki delegacij, da smo odgovor, ki ga moramo najti, iskali skupaj in našli odgovor, ki ga bomo ponudili tudi Evropski komisiji in Svetu kmetijskih ministrov na prvem zasedanju. Namreč, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi se zavedate, Evropa je skoraj v celoti odvisna od uvoza iz tujine, kar se tiče beljakovinskih komponent za hrano. Takšne odvisnosti se Evropa ne more privoščiti. Da je nevarnost še večja. Večino beljakovinskih komponent iz tujine pripeljamo v obliki, kakršne evropski davkoplačevalec enostavno ne tolerira. Pripeljamo kot genetsko spremenjene organizme. Razprava zadnje tedne, kjer je Slovenija bila kakor vedno na strani tistih, ki ne dovoli ne sajenja, ne uporabe genetsko spremenjenih organizmov v Evropi, je pokazala,
da je evropska javnost do tega enotna. Tega ne želimo. Zato se je skupina držav, 13 nas je, včeraj odločila, da prične pripravljati pomembne projekte povišanja beljakovinske samooskrbe v tem koncu Evrope. Naslednja težava, s katero smo se danes z gospod predsednico pogovarjali ministri in ostali predstojniki delegacij, je v vseh državah podobna. Klima se spreminja, na te spremembe nismo pripravljeni. V Sloveniji se nam že nekaj let dogaja, da imamo poleg meteorološke suše, čeprav je danes o njej težko govoriti, tudi hidrološko. Mi imamo posamezne predele Slovenije, kjer se težko zagotavlja ljudem osnovna človekova pravica, to je pitna voda. Povsem pravilno je, da smo reševanju teh težav dali prednost. V tem trenutku v Sloveniji potekajo več 100 milijonski projekti, ki bodo rešili med drugim tudi Pomurje. To so več 100 milijonski projekti. V tem trenutku moramo rešiti še samo dve področji, to je Suha krajina, način rešitve smo dogovorili prejšnji teden, in obala Kras, kjer je pa izzivov še mnogo več. To torej uspešno rešujemo. Zagotavljanje vode v kmetijstvo pa verjamem, da bo za model reševanja uporabilo uspešen model reševanja pomanjkanja pitne vode. Torej, v naslednjih 7 letih usmerjamo svoj fokus v vodo za namakanje. Nimamo še vseh odgovorov. Dosedanji sistem ne deluje. Sistem, ko imamo 7500 hektarjev namakalnih sistemov, pa jih je samo tretjina v uporabi. Sistem, ko izgradimo namakalni sistem, izberemo skoraj nič denarja za vzdrževanje tega namakalnega sistema. Takšen sistem seveda ne more delovati. Zato sedaj pripravljamo spremembe, tudi že vemo, kje bodo naslednji veliki projekti in enostavno to moramo storiti. Del prilagajanja bo tudi verjetno rajonizacija Slovenije. Tehnološka priporočila iz leta 2007 so dobra, vendar sedaj potrebujejo svojo nadaljevanje. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, čeprav se to pogosto ne pozna, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana so temelj stabilnosti v tej državi. In kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana imajo tudi vse možnosti, da so del novega zelenega razvoja v Sloveniji. Zato pričakujem, da bodo vsi pogovori, marsikateri, ki se bodo odvili tudi na tem sejmu, imeli samo eno skupno misel. In to je, da kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana lahko naredijo za to državo mnogo koristnega, vendar dajte nam to dovolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, želim vam lep dan, vam, spoštovani direktor, pa še enkrat hvala, vi ste organizator slovenskega praznika, praznika slovenskega kmetijstva. Hvala. Hvala gospodu ministru za besede, prežete z vizijo, za jasno povedane misli, ki nas peljejo po začrtani poti v prihodnost. Ker je bilo pa danes povedanega že veliko tehtnega in veliko reči s težo, je prav, da se pred odprtjem letošnjega sejma Agra še enkrat, recimo temu, oddahnemo ob pogledu na kmečka opravila v preteklosti. Nek znan mož filozof 19. stoletja, čigar ideje segajo vse do danes, je rekel, da pač ni lepšega, kot gledati ljudi, kako delajo. Dneve in dneve bi lahko sedel in jih opazoval, kako delajo. Sedaj vas vse skupaj vabim k opazovanju, k delu pa Kulturno-umetniško društvo Budinci ter Kulturno-turistično društvo Moščanci. Kaute, snop, na pauti, stakšon, kaute, snop, na pauti, stakšon, kaute, snop, na pauti, stakšon, kaute, snop, na pauti.
Se. Kü. Ja. Se. Be. Če. 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 Če so pravi ljudje pri stvari, pač ni nič težko, kot smo videli v zadnjem dejanju tega nastopa. Drži pa, da so časi za gospodarstvo težki. V primerjavi z vodami lahko govorimo o nemirnih ali čedalje pogosteje o divjih vodah. Kako se bomo skupaj prebili skoznje, nam bo zaupala magistrica Alenka Bratušek, predsednica Vlade Republike Slovenije in otvoriteljica sejma Agra 2013. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje in seveda predvsem drage kmetice in kmetje. Uvodoma bi se najprej zahvalila za povabilo na današnji dogodek, ki ni izjemnega pomena le za Gornjo Radgono in Pomurje, ampak je vaš sejem, zahvaljujoč polstoletnemu trudu več generacij organizatorjev in razstavljavcev, postal tudi naš, vseslovenski sejem, v katerem seže dober glas tudi preko naših meja. Brez dvoma pa so za vaš in naš sejem pomembni tudi ali pa kar predvsem obiskovalci, ki naredijo iz tega dogodka tisto, kar je prav. Pomurski sejem že pol stoletja skrbi za promocijo slovenskega kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije in kmetijske stroke in daje preko različnih strokovnih ocenjevanj proizvajalcem tudi priložnost, da tekmujejo tako v domači kot mednarodni konkurenci. Sejem Agra postavlja Gornjo Radgono in Pomurje enkrat na leto v središče gospodarskega dogajanja.
Letos se v Gornji Radgoni predstavlja 1730 podjetij iz kar 29 držav iz vsega sveta. In zato gre seveda čestitka vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji tega sejma. Slovensko kmetijstvo je za Slovenijo izjemnega pomena. Zato je tudi tokratni sejem priložnost, da se vsi, ki se pri nas ukvarjate s kmetijstvom, seznanite z novostmi in najboljšimi tehnologijami ter znanji z področja kmetijske tehnike, poljedelstva, živinoreje in tudi nekaj drugih področij. A potrebno je vedeti nekaj. Nobena moderna tehnologija ne more izpodriniti pridnih človeških rok in znanj, ki stabilno predelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane pokažejo, kaj je prav. Pomurska regija, ki je zaradi ugodnih naravnih razmer daleč najbolj kmetijska regija v državi, ima pri zagotavljanju samooskrbe, zlasti pri žitih, še posebej pomembno vlogo. Saj njive v tem delu Slovenije obsegajo več kot 80% vseh kmetijskih zemljišč, kar je 2-krat več kot v celotni Sloveniji. Pomurje pogosto imenujemo kar žitarica Slovenije, saj se slaba četrtina vseh kmetijskih gospodarstev, ki se v Sloveniji ukvarjajo s poljedelstvom, nahaja v tej regiji. Zaradi možnosti izkoriščanja geotermalnih virov pa narašča zanimanje tudi za vrtnarstvo. Žal pa temu območju, tako kot tudi ostalim delom države, to poletje ni bilo prizanešeno z izjemno hudo sušo, ki bo ponekod uničila skoraj celoten pridelek. Vremenski pojavi nesporno pomenijo jasen signal, da se bo kmetijstvo moralo začeti prilagajati, če bo želelo zagotoviti stabilnost pridelave. Zato je treba v bodoče v večji meri podpreti prenos znanja, prestrukturiranje in povečanje produktivnosti, smotrno rabo naravnih virov ter izvesti nujno potrebne prilagoditve na podnebne spremembe. Ne glede na krizne čase in vremenske tegobe pa ostaja dejstvo, da smo prav v kmetijski panogi v vrhu kakovosti tudi v svetovnem merilu. Slovenska jabolka, slovensko mleko in mlečni izdelki, slovenski mesni proizvodi, slovenski med in seveda slovensko vino so z eno besedo odlični. In ta dosežena odličnost mora biti ne le naš ponos, ampak tudi naš motiv za prihodnost. In ko vse to združimo še z odlično gostinsko in turistično ponudbo, o kateri govori že tako rekoč vsak tuj turist, ki obišče Slovenijo, imamo nekaj, česar nima vsaka država in na kar moramo biti ponosni. Tudi nobenega razloga ni, da slovenski kupci ne bi cenili slovenske hrane, le ponuditi jim jo moramo na pravi način. S takšnimi izkaznicami o izdelkih in ponudbi lahko mirno gradimo na zaupanja potrošnika v slovensko hrano in njeno kakovost. In zato si tudi slovenska vlada prizadeva in podpira povečanje deleža domače lokalne hrane v trgovinah in javnih zavodih. Prepričana sem, da bo v prihodnje vedno več kupcev iskalo bolj kakovostne pridelke in izdelke, zato pričakujejo, da jim slovenski kmetje to tudi ponudite. Pridelano v Sloveniji mora postati slogan, ki bo kupca pritegnil in prepričal, da je to prava in zdrava izbira. Na julijskem sestanku s predstavniki kmetijskih organizacij sem dejala, da so težave v kmetijstvu težave nas vseh, ter da jih je mogoče rešiti samo z dialogom. Strinjali smo se, da bomo ustanovili ekspertno skupino, ki se bo sprva ukvarjala z danes že omenjenim davkom na nepremičnine, nato pa še z drugimi težavami v kmetijstvu. Bi pa želela opozoriti, da je zame vsak odziv z vaše strani na naše predloge nek signal, da moramo zadevo ponovno proučiti. Vlada bo skozi dialog, skozi socialni dialog prisluhnila prav vsem, če tudi gre pogosto zgolj za besede, včasih pa tudi preprosto nesprejemanje sprememb.
Zavedam se, da predlogi na papirju niso dovolj, da bi izboljšali našo gospodarsko sliko. Prav tako pa se tudi zavedam, da imajo ukrepi svojo dodano vrednost šele takrat, ko so že vpeljani in se kažejo pozitivni učinki na družbo. A opozoriti moram, da tega ni mogoče doseči čez noč. Prav dobro se zavedam, da v naši razgibani in raznoliki državi ter na majhnih kmetijah ni lahko kmetovati in preživeti. Vendar pa so to lahko tudi naše primerjalne prednosti, še posebej, če upoštevamo ohranjenost in čistost naše narave in bomo razvoj kmetijstva in živilstva usmerili v višjo dodano vrednost. Kljub težkim časom pa je slovenska vlada uspela vse skozi zagotavljati tekoče izplačevanje vseh kmetijskih subvencij ter zagotoviti nacionalni delež sredstev iz proračuna, ki je potreben za izplačilo evropskih sredstev. To je za kmetijstvo v spopadanju z gospodarsko in finančno krizo velikega pomena. Vlada si bo prizadevala tudi na drugih področjih ohranjati stabilne in predvidljive razmere za kmetijstvo in kmete, saj se zaveda, da je ta sektor težje prilagodljiv in manj fleksibilen. Saj tu nimamo primerov, da bi posamezni poslovni subjekti hitro vstopali in zapuščali dejavnost ter se morda spet vračali, kot je to v drugih dejavnostih. Morebitne škodljive posledice posameznih ukrepov so zato težko popravljive in nepovratne. Iz Evrope prihajajo spodbudne novice o koncu recesije in počasnem okrevanju evropskega gospodarstva in na nek način se nekaj malega kaže tudi v Sloveniji. Naj še dodam, da tudi zadnji statistični podatki za Pomurje kažejo, da se razmere nekoliko izboljšujejo. Še posebej razveseljiv je najnovejši podatek, da se je od januarja do julija letos v pomurski regiji število brezposelnih zmanjšalo za več kot 1300. In ker ste tudi turistično zelo privlačna destinacija, saj kar 10% vseh turistov, ki obišče Slovenijo, letno prenoči v vaši regiji, se nam prikazujejo številni primeri dobre prakse, v katere moramo zaupati in na njih graditi. Tudi moji prvi vtisi danes pri vas so prijetni. Vaša izkazana prijaznost in gostoljubje sta zagotovilo, ki marsikomu in marsikje odpira mnoga vrata. Spoštovani, hvala za priložnost, da odprem današnji 51. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Ponosna sem, da sem v 51 letih prva ženska, ki bo naredila to, pa tudi če je razlog oziroma če je dež, ki je danes z nami tukaj zaradi tega. In ker se velikokrat v zadnjih letih ubadamo s sušo, nam mogoče manjka žensk na več položajih. Z mojim zaključkom je 51. Agra tudi uradno odprta. Hvala. Hvala gospe predsednici vlade za spodbudne besede. Prosim pa vas, da letošnji sejem odprete še z drobnim simbolnim dejanjem. Prevzeli boste pütro, to je tradicionalna posoda za vodo iz črne žgane gline in steklenico vode, kajti ta voda nas povezuje z vsemi živimi bitji tega planeta, pa tudi med seboj. Prosim člane kulturno-umetniškega društva, da to pütro tudi predajo predsednici vlade, zato da bo sejem tudi simbolno odprt. Ko bo v vladi želja, pa jo izkoristite. Na sejmu Agra naj torej nihče ne bo nelačen in nežejen sodelovanja, zato bodo članice in člani obeh kulturnih društev nazdravili steklenico čiste vode in skladbo Teče mi teče vodica, in to vsem povabljenim. Teče mi teče
teče vodica, skoz toga mostiča zidanoga. Gi se je ljubica zmivala, milo se jokala. Gi se je ljubica zmivala, milo se jokala. Jovči se jovči, vej se ščeboš, dere bonge soldakom šel. Ze toga kraja ven drugi kraj, ne deme več nazaj. Ze toga kraja ven drugi kraj, ne deme več nazaj. Dragi prijatelji, otvoritvena slovesnost 51. Agre je tako pri kraju. Želimo vam prijeten ogled sejma, doživite prijetne trenutke, srečajte stare prijatelje, imejte se lepo in skupaj se zahvalimo za dež. Dragi prijatelji kmetijstva, v deževnem dnevu, v deževnem jutru se je začel 51. kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni v soboto 24. avgusta. No in že popoldne je presenetilo prijetno sonce in upajmo, da se bosta dež in sonce nekako izmenjevala tudi vse do konca avgusta, kajti dežja je bilo naše kmetijstvo, so bila naša polja zelo potrebna.